Dobrodošli v prvi slovenski mačji kavarni, ki so sicer velik trend tudi v svetu. Pravi hit so v New Yorku, Londonu, na Japonskem in na Dunaju, kjer sta navdih za svojo kavarnico našla tudi Tina in Robert. So se tja odpravila, pa so rekla, da bi to imela tle, pač v Ljubljani. V bistvu, da prideš not, pa so muce, pa ti skočijo v naročje, pa da se lahko sprostiš, medtem ko piješ kavo, pa malo igraš z mucami. Kavarna bo gotovo priljubljena postojanka med tistimi, ki si hišnega ljubljenčka želijo, a zanj nimajo prostora ali časa. Pač jaz zelo rada imam mačke, še posebej majkune, ki so zelo veliki in zelo dlakasti in pač ne morem si privoščiti, da bi tazga doma imela. Bi se kar preselila sem. Kavarnica na ljubljanskih Prulah sprejme 25 gostov. Pri opremljanju pa so na prvo mesto postavili prav mačke. Prav te so stalni prebivalci kavarne. Dejansko vso to ogrodje je narejeno za mačke, da lahko pač se umaknejo, če ne paše naša družba, obenem se pa tudi lahko igrajo. Imajo svoje WC-je, kjer grejo in opravijo potrebo. Ti WC-ji so skriti in se jih redno čist. Tina in Robert sta želela obiskovalcem predstaviti tudi nekoliko bolj eksotične mačje pasme. Imamo 5 vrst mačk, v bistvu ena je zavetišča, to je Jonas, edini fantek, pa imamo 2 majnkunki, Mary pa Nino, potem imamo sveto birmanko Divo, pa Chili, taka je bila prej v naročju Devon Rex. V kavarni pa bi radi osveščali o problematiki zapuščenih živali ter kakšnega obiskovalca celo prepričali, da katera od zapuščenih živali v zavetiščih tudi posvoji.